V Zatolminu je na robu vasi zrasla sodobna hiša, ki se arhitekturno, bolj kot po okoliških stanovanjskih hišah, zgleduje po gospodarskih objektih z alpskim značajem. V notranjosti pa hiša preseneti z nenavadno razporeditvijo prostorov, obenem ponuja obilo udobja in privlačen razgled. Na robu Triglavskega narodnega parka je slikovito naravno kuliso obdana vasica, v kateri so pred nekaj leti zgradili hišo z velikim karakterjem. Hiša je sodobna, a je vseeno skladno povezana s tradicionalno arhitekturo. Njena prostorna notranjost pa nudi miren oddih s pogledom na razgibano pokrajino. Gospod Klemen, pri načrtovanju hiše ste se bolj kot po okoliških hišah zgledovali po gospodarskih objektih, kot so skedenj in podobno. Res je. Za to območje je značilen preplet dveh zelo različnih vplivov. Na eni strani imamo Mediteran, konec koncev je to še vedno Primorska, na drugi strani pa leži na obrobju Alp in ta dva vpliva sta se mešala tudi v tradicionalni stavbni dediščini. Friulanski vpliv, recimo ta mediteranski, je močno prisoten v stavbnih objektih, pri hišah, kjer je značilno, da gre za neko masivno gradnjo s pložnimi strehami. Na drugi strani imamo pa gospodarske objekte, ki so črpali iz tega alpskega vpliva z bolj strmimi strehami, z uporabo vidnih teh lokalnih materialov. Značilno je recimo še, da ti objekti so se gradili na obrobju teh vasi, in zato smo se mi odločili, da tudi se navezujemo na ta tip, ne toliko oblikovno, ampak predvsem gre to za nek princip umestitve objekta v prostor, za rabo materialov, za orientacijo, skratka neko logiko strukture samega objekta. Katere materiale pa ste uporabili oziroma katere lokalne materiale, ki ste jih lahko zagotovili? Ta masiven podstavek, na katerem leži ta lahk zgornji volumen, je iz lokalnega peščenjaka oziroma iz čedajskega peščenjaka, ki je nam najbližji kamenolom. Obloga tega lahkega volumna pa je iz macesnega lesa, ki je tudi tako tradicionalen, lokalen les in edini lokalen les, ki v naših razmerah prenesete zunanje vplive brez vzdrževanja. Les ni lakiran, sčasoma dobi določeno patino in po našem mnenju to hišo samo požlahtni, ne izgublja vrednosti, ampak dobiva neko dodano vrednost. Hiša nima dimnika, tako ogrevanje in hlajenje prostorov poteka s pomočjo toplotne črpalke, zrak, voda. Za senčenje velike steklene površine na zahodni strani pa so arhitekti poskrbeli s pomičnima senčiloma iz lesa, ki se ročno prilagajata in povsem zapreta, ko je hiša prazna. Kar je treba razumeti, da ta objekt služi kot dopolnilna dejavnost na kmetiji. To pomeni, da se oddaja gostom, sodoben gost pa pričakuje sodoben objekt, ki je močno navezan na lokalno tradicijo. Hiša mora imeti močen karakter in nam se je zdelo, da z navezavo na to tipologijo, z uporabo naravnih materialov to lažje dosežemo. In investitor tudi razlaga, da gostje dostikrat pridejo tudi samo zaradi hiše, ne samo zaradi lokacije, in poleg tega sodobna arhitektura hoče imeti nek pristen stik z okoliško naravo in hiša je tako zasnovana, da se v bistvu odpira na vse strani. Bi hišo drugače zasnovali, če bi bilo tukaj stalno bivanje, ne za oddajo? Verjetno bi jo drugače, čeprav naš princip delovanja je, da hiša je v bistvu samo nek oder za življenje, ne sme preveč definirati načina življenja, ker vemo, da načinov življenja je toliko, koliko je ljudi, in tudi skozi življenjsko dobo hiše, take hiše recimo 50-100 let, se njena funkcionalnost večkrat spremeni. Nenavadno je, da je streha v bistvu cela lesena. Kako je narejena? Hiša je dosti kompleksno sestavljena, v bistvu je na lesenih toplotno-izolacijskih panelih postavljena membrana, ki se ponavadi uporablja za ravne strehe. Na spojih te membrane je klasičen kleparski zgib in na ta zgib so ukleščene letve, ki so v bistvu podkonstrukcija tega ovoja lesenega hiše. Tako da
skozi samo membrano kritino ni nobenega preboja. In ni straha, da bi les gnil zaradi dežja? Načeloma ne. Življenjska doba tega lesa naj bi bila 40 do 50 let, če je pravilno sprojektiran in postavljen, da se ne zadržuje voda, da ne začne trohneti, dobi to sivo patino, oksidira in to je v bistvu zaščitni sloj tega lesa. Ne? Hišo ste tudi z materiali razdelili na 2 nivoja, material loči. Ja, hiša je zasnovana dvopartitno, to smo se spet navezovali na to izročilo, stavbno dediščino, recimo to ni arhitektura, ne, neka dediščina, ki se je razvila skozi zgodovino. Zanimiv je tudi obrat, za katerega so arhitekti poskrbeli z nevsakdanjo razvrstitvijo prostorov v hiši. Mi smo na vrh postavili bivalne prostore in spalne prostore z vsem servisnim delom, pač te majhne, bolj členjene prostore v klet, ki je delno vkopana, je lahko tudi bolj razvejana. Ne? Cilj je bil, da je ta zgoren bivalni volumen čim bolj kompakten, čim bolj pravilne oblike, da nima nekih nadstreškov, prizidav, da je res to neka kristalna, čista oblika. Hišo ste tudi podaljšali z neko konzolo. Ste želeli daljšo dnevno sobo? V bistvu je bilo to poudarjanje tega principa nalaganja 2 volumnov. Ne? S tem je ta v bistvu zgornji volumen še bolj poudarjen, ima pa tudi čisto funkcionalno vlogo, namreč tvori nadstrešek nad izhodom iz spalnic v spodnjem delu. Ne? Hiša je v bistvu zasnovana na brežini in taka zasnova ima neko logiko, ker je možen dostop na prosto iz vseh prostorov. To, kar sva že prej govorila o neposredni povezavi, stikom z okoliško naravo, ki je res ena glavnih atrakcij, zato gost v bistvu pride v dolino Soče. In z obeh nivojev lahko stopi direktno? Z obeh nivojev, z vseh prostorov imaš omogočen neposreden dostop na vrt. Prednost tega, da smo bivalne prostore dali v nadstropje, prav to, da izkoristimo ta veliki zelo prostorna, prav. Imamo lepše poglede na zunanjo okolico z tega prostora. V bistvu zagotovljena je neka intimnost s to dvignjenostjo tal. Hišo ste razdelili tudi po horizontali. Ne? Zanimiv je ta nadstrešek, ki je nekje na 3/4 hiše. Zakaj ste se odločili za njega? Ponavadi je posebej ločen. Tak nadstrešek je v naših prostorih skoraj nujen, ker imamo ogromno količino padavin. Ne? Ni pa to samo dovoz, to je večnamenski prostor, lahko služi tudi kot terasa. Z njim je naglašen nek vhod, možen je prehod na vrtno stran preko njega in funkcionalno je ločen ta strogi bivalni del od servisnega dela. Pač na drugo stran tega vhoda je neko manjše priročno skladišče za neke stvari, ki jih rabiš dnevno, vrtno orodje, kolesa, tako da ni preveč tega tovorjena v spodnjo etažo, v klet. Oprema v notranjosti je skladna z zunanjostjo, je izčiščena in praktična. Omare in odlagalne površine potekajo linijsko ob stenah. Kar se nas tiče, je v bistvu notranja oprema zasnovana tako, da so omare več ali manj vgradne. Razvili smo neke obloge in vrata. Zanimiva je mogoče ta delovna soba oziroma kabinet, ki se nekako nudi nek preplet tega bivalnega in spalnega dela oziroma delovnega prostora. Sama oprema pa je v bistvu bila prepuščena izboru naročnika, da lahko tudi s časom to prilagaja, spremeni, prilagodi svojemu okusu.